Evropska komisija je ena najpomembnejših ustanov Evropske unije in zastopa unijo tako, kot da bi bila to ena država. Velja torej za nekakšno vlado Evropske unije. Evropska komisija predlaga nove zakone, pripravi letni proračun, torej predlaga, zakaj naj se porabi skupni evropski denar. Poleg tega pa predstavlja Evropsko unijo v mednarodnih organizacijah. Poleg predsednice je v Evropski komisiji še 26 komisarjev ali komisark, torej po eden iz vsake države Evropske unije. A komisarji ne zastopajo interesov matične države, ampak morajo z odločitvami koristiti celotni uniji in njenemu razvoju. Vsak je odgovoren za določeno področje. Če bo slovenska kandidatka Marta Kos potrjena za komisarko, bo skrbela za širitev Evropske unije, pozorna bo na to, kaj se dogaja pri vzhodnih sosedah unije, skrbela bo tudi za podporo Ukrajini ter za njeno obnovo. To bo delala 5 let, kolikor traja en mandat. A preden se vse komisarke in komisarji lahko lotijo svojega dela, bodo o tem, ali so primerni kandidati, odločali člani Evropskega parlamenta. Evropski parlament je sestavljen iz ljudi, ki so bili na to mesto izvoljeni na evropskih volitvah. Če člani parlamenta katerega kandidata ali kandidatke ne bodo potrdili, mora država, iz katere ta prihaja, predlagati drugega. Celotno komisijo mora Evropski parlament nato odobriti z enim samim glasovanjem. Torej, Evropska komisija je nekakšna vlada Evropske unije in komisarji opravljajo podobno delo kot ministri in ministrice. Da lahko začnejo delati, pa jih mora potrditi Evropski parlament, ki ga izvolimo prebivalci držav unije.